A ste kaj lačni? Gospod, a bo? Po moje, da bo. Ena akcija je tukaj. Aha, tlele vidim eno gospodično. Najraje sem brez... Zdravo. Zdravo. Vi imate tole akcijo, vidim, dobrodelno danes. Na tak lep, sončen dan. Ste se odločili, da boste malo prispevali za dobrobit slovenskega naroda. Točno to. Vreme nam je res uspelo. To je v bistvu zaključek akcije Nasmeh srca, s katero smo zbirali po vseh ljubljanskih fakultetah pripomočke za osebno nego, oblačila, spalke, nahrbtnike, ne vem, pač vse, kar ljudje normalno potrebujemo. In sedaj smo to pripeljali sem in obenem tudi delimo hrano, pač s klobaso, pa banano. V bistvu za vse lačne tudi opozorimo na to lakoto. Te ostali pripomočki so pa predvsem bolj namenjeni brezdomcem, vendar si jih lahko vzame vsak, ki jih potrebuje. Se pravi, kaj imamo danes za jesti? Boljški poslanci v državnem zboru, ne? Boljški poslanci. Danes imamo pasol, pa klobaso, pa banane smo imeli tukaj, pa jih je zmanjkalo. Pa kruh imamo. V redu. A sta probala, sta se najedla? V bistvu banane so bile fajn. Pa tam imamo še v bistvu tole. Še oblačila, pa torbice. To smo videli. Tle so klobase, fasol. V redu, gleda dobro. Prav fajn zgleda. Drugač pa, kaj imamo največ, je veliko dobre volje. To. Ja, zdaj je ura tam okoli 2, koliko ljudi se je že prišel nahraniti k vam? 70. 70? Ja. Pa imate dosti robe na zalogi? Ja, robe je še, tako da vsi lačni vabljeni. Ampak kakšni so te ljudje, ki prihajajo danes sem jesti? Težko bi opisala točno določeno populacijo, ker je zelo različnih ljudi. Pač od tudi starejših, upokojencev, do tudi ljudje, ki so izgubili službo, vendar še imajo dom, tudi do predvsem brezdomcev. Daj mi povej, se ti zdi, da je v Sloveniji veliko ljudi, ki bi rabili tako pomoč? Definitivno. Po moje vsak dan jih je več, vsak teden jih je več. Zdaj, ali je pravi pristop to, da jim pomagamo na tak način, ali bi mogoče kako drugače, ne vem, vendar take akcije sigurno prispevajo nekaj k temu, da vse komu polepšamo kakšen dan, če ne zmoremo kaj več narediti. A se ti zdi, da jim je nerodno recimo se ustavljati tukaj? Opažaš to? Mogoče zdaj ne, no, vendar če bi zdaj nekaj časa ti snemala, bi se kar razgubili. Bi se, ne? Ko opazijo novinarje, kamere, fotografe, je bila prej kar luknja, nobenega ni bilo in so nas prosili, če jim v bistvu odnesemo hrano, ne vem, tle na stopnice ali pa do spomenika, kamorkoli že. Ker se počutijo zelo zapostavljene, ker so pač lačni in nekdo jim pa vsiljuje kamero ali objektiv ali kakorkoli že. A greva lahko zdaj tako nevsiljivo pogledati, kaj se vse tukaj nahaja, kaj ste vse zbrali oziroma kaj? Tukaj vidim, da so ene škatle še z oblekami. Nekaj stvari še imamo. Zbirali smo oblačila, malo smo jih razporedili po zgornjih delih, spodnjih delih, po toplih oblačilih, po higienskih pripomočkih. Kot vidi, zdaj je zelo že... So že kar odnesli stvari, ne? Razbrano. Tako da zdaj, ko bomo zaključili s to akcijo, bomo verjetno to še odnesli kraljem ulice in potem oni to razparcelirajo tistim, ki to potrebujejo. Kaj pa je to za ena samostojna akademska skupina? To smo vsi, v tej skupini smo predvsem mladi ljudje, večinoma študentje, ki delujemo na različnih fakultetah, ker se zavedamo tudi tega, da nismo samo študenti tista skupina ljudi, ki ima mogoče malo drugačne potrebe, ampak so to ostali, delamo tudi takšne akcije, kot so te 2 akcije. Ne vem, v glavnem študentje, vendar najdejo se pa vsi mladi, tako po srcu kot po letih.